Zajtrk, Laura, zdravo. Zdravo. Glede na uro, si verjetno že pozajtrkovala. Sem. Že pokosilala. Zato je čas za novo ustvarjanje. Tudi. In plod tega je Sov, nova skladba, ki jo predstavlja ta zajtrk. Tako, skladba Sov je v bistvu kar en cel projekt, ki se je začel že leta 2023, ko smo ga zaigrala na Etnohisterija World Orchestra in je takrat postal del repertoarja tega Etnohisterija orkestra, s katerim smo šli pol na turnejo po Sloveniji, Hrvaški in Italiji. Je pa nekako to skladbo orkester tako posvojil in tudi poslušalci, da je ta skladba bila del repertoarja Etnohisterija orkestra tudi leta 2024 in 2025. In zaradi tega, ker je dobila tako neko močno orkestersko zvočno podobo, je kot fonogram nisva mogla več slišati zgolj v izvedbi dua ali pa kvarteta. Tako da sva se odločila, da bova to skladbo v studiu posnela v orkesterski različici. In veliko glasbenikov in glasbenic so tudi člani Etnohisterije orkestra. Potem so pri tej skladbi na avdioposnetku igrali tudi člani zasedbe Noreja, pa Gašper Selko na skrilnem rogu pa trobenti, pa Neža Pavlović na kontrabasu, no in tako naprej. Posnet je bil v studiu Dejana Lapanja in v bistvu smo lani potem januarja ta komad tudi posneli. Smo pa razmišljali, da si v bistvu ta skladba zasluži tudi neko ful močno vizualno podobo, tako da smo z najino prijateljico Gajo Najo Rojek, ki je videospot v bistvu tudi idejno zasnovala in zrežirala, se tudi lotili enega zelo velikega projekta snemanja tega videospota. Tako da mi pravimo, da je ta Sov v bistvu kar cel projekt, ker je v njem sodelovalo več kot 100 ljudi, vključno z audioposnetkom in snemanjem videospota. Je pa skladba v bistvu za naju zelo pomembna in ful draga, no. Govori pa o tem, kako v bistvu človek skozi življenje nosi bremena, ki pač itak niso zgolj fizična, ne, so tudi duševna in psihološka in tako naprej. In skozi se v bistvu na tej svoji poti sprašuje, če bo sploh našel pot domov, oziroma če bo sploh kdaj prišel domov, pri čemer tudi dom ni zgolj nepremičnina, ampak je v bistvu neka širša pripadnost, pa zaupanje v sočloveka, pa stvari v bistvu, ki so nam drage in ki nam dajejo občutek doma, tudi če nismo v naši domači hiši ali pa stanovanju. No, v glavnem tega človeka v bistvu pol bremena zlomijo, zaprejo mu veke in ga razkrojijo nazaj v rujno zemljo, zato ker jih je nosil sam. Videospot pa v bistvu daje protiutež tej naraciji in znotraj videospota smo pa v bistvu poskušali zgraditi eno tako skupnost, ki nobenega ne pusti past in ki bremena nosi skupaj in ki nobenega ne pusti za sabo. In sploh mislim, da so te tematike zdaj še posebej hranljive v teh časih, ko se dogajajo take grozote, no, da v bistvu držimo skupaj, ker sami težko spremenimo svet, če pa združimo moči, pa gremo skupaj neko agendo, pa nam to v bistvu lahko uspe. Torej, treba človeka tudi razbremeniti. Tako. Pa se ga da? Ja, če nas je veliko skupaj, pol se da, no. Če pa ostaneš sam, pa težko greš čez življenje. Tako da v bistvu ta vizualna podoba in vsebina te pesmi in videospota v bistvu ni, skupnost ni samo vsebina in vizualna podoba, no. Je v bistvu tudi cel način, kako smo mi to naredili, koliko ljudi je sodelovali so vsi naši prijatelji, naše družine, vse glasbene vezi, v bistvu, ki smo jih spletla skozi teh nekih slabih 10 let glasbenega delovanja. In se nama je na začetku zdelo, da bo mogoče ta projekt večji od naju. Torej, mene, Laure Krajnc, vokalistke in violinistke zasedbe Zajtrku in Svena Horvata na kitari, sva pol videla, da če skupaj stopi veliko ljudi, pač nič ni večje od tebe, ne. Laura, skladba je sedaj med poslušalci, kako razmišljate naprej? V bistvu tale skladba nekako napoveduje neko vzdušje oziroma
zvočnost in vsebino za najin tretji album, ki bo izšel najbrž v roku kakega leta. In ja, vmes se je zgodila korona, vmes se je zgodilo veliko teh nekih družbenih situacij, ki so v bistvu navdihnile te neke teme obstoja, eksistencialnosti, bližine, skupnosti, življenja, smrti in tako naprej. Tako da, ja, počasi proti tretjemu albumu. No. Bova pa počasi prišla tudi do skladbe in jo poslala našim poslušalcem. Zato, Laura, boš dodala sol? Bom dodala sol. In žalosten dvom, da še kdaj prišel bom domov. Zdaj težke so veke, telo se je